Ponovno sem že videl med nevihto po nevihti malo zvest, ampak kot vidite je spet oblačno. Enostavno ni lepega vremena. Tako da če imamo en dan na teden sonce, smo lahko kar srečna. Danes je nedelja, tako da verjetno tudi kruha ne bomo danes tukaj dobila, tako da mislim, da bo Natalija ga zdaj spekla, ne danes. Bom nekaj naredila, ja. Tako da, pa tukaj so še eni Slovenci. Sta včeraj priletela za 3 dni, pa greste pa na Tano, se mogoče dobimo. Tako da se srečamo. Koliko časa bova tle ne veva, ampak 2 dni sigurno. Prispele so v... kam že? Kam že? Ne, Port Vila. Jo, koliko mi včasih se zatakne. V glavno sva v Port Vili. Tam imajo mooringe, pa lahko se tudi na dok vežeš kot marina, ampak ne greva pa tukaj, ker je rumena boja, tukaj naj bi bilo kao za prijavo, pa to, da lahko sidraš, tako da greva tukaj, se bova sidrala, pa bom pa videla naprej. Jaz sem danes prišla v Port Vilo, takole zgleda, nedelja je, tako da zgreva pa na jadrnico, danes nisem kaj dosti spal, ker sem celo noč jadral. Tim je tam za mano na sidru, to je to. To je pa že malo drugačen Vanuatu, ki so ga zdaj navajeni. Da greva danes po Port Vili, greva malo trgovino gledat, če bomo dobila kontroler za najin wind generator. Zdaj je lepo veter, pa nič ne polne, tako da je fajn to zrihtati. Pa ta del mesta je kar lepo urejen, pa je imajo tudi vse Kitajci čez, zato pa tudi oni vlagajo in je malo bolj civiliziran. Pa vila, bomo se malo razgledala zdaj. Tukaj je tržnica, šla pol malo kasneje, greva pa tle po cesti naprej skozi do enega velikega tele supermarketa, kjer naj bi imeli veliko evropskih stvari noter, tudi francoskih. Tako da upam, da bomo dobila kakšne take stvari, ki jih do zdaj par mesecev nismo mogla kupiti. Včeraj so bila pa tle v trgovini noter, pa sploh ni tako drago, kot piše na internetu, v kolikor so govorili. V bistvu je bilo določene zadeve, mogoče celo cenej kot Fidži kakšne, tako da, ne vem, zanimivo. Me veseli, no. Drugače pa takole zdaj izgleda ta ulica glavna in greva medva se sprehoditi. Tole je drugače marina Vanuatu, Port Vili, približno 15 dolarjev na noč pride. Si povezan tukaj tako nazaj na dok, tam imajo pa še nekaj mooringov. Da so v največjem supermarketu na Vanuatu v Port Vili, večjega ni kot tukaj, imajo pa se tudi paštete imajo. Dobro, o cenah jih ne bova govorila, ampak imajo veliko vse francosko, tako da super, bo kaj dubla. Upam, da še kakšno salamco. Kaj? 5 evrov. Še manj, 4. Solata, le.
smo ga to kupili. Je cenejši. Pa 200 vatov, to je približno dober evro 30. Tam je bila 350 kg. Kaj si naredil? Jagode, maline. Glej, 100 vatov je solata. To je manj kot 1 evro. To je v redu. Je še malo To je pa obrhove. paprika, nekaj malo čudno, ampak ni paprika. Jaz se malo sprehajava po tržnici, vse zeleno, malo za spremembo. Zdaj iz solate nisem imel, imajo pa same solate dejansko. En paradižnik si bom vzela. Prav. Naj ti bo, ki si glih ti. Glavno imajo vsega. Vanuatu naj je ful presenetil, zdaj ta trgovina, ker sem imel vse evropske zadeve, pa celo cenejko na Fidžiju določene. Zdaj pa še ta tržnica tlele, ki imajo res pocen, pa vse imajo, tako da zanimivo res. Is it good? Oh, Slovenca! Slovenca! Slovenia, but we drink Vanuatu. Odlično, evo. Kje najdemo, hvala. Kje najdemo Slovence? Odlično. Posod nas je preveč. Taki mali. Mislim, to na Novi Zelandiji za to plačali ene $5, 3 evre. No, tukaj je 100 vatov, to je približno 80 centov, pride ta 80 centov evra. Ja. Se pravi, pride tale cel šop, tako da to je res pocen. Najcenejše, kar je do zdaj. Ja, medo so pa brala, pa vsi so nam govorili, da je Vanuatu eden najdražjih otokov tukaj, tako da nič ne razumem. Ali se pa pač tu včasih spreminjajo, res. Tudi na internetu sem bral primerjave cen, recimo, ki so ne vem, jajca, te osnovne zadeve, so bile ful više cene, kot so zdaj dejansko, tako da ne vem. Zakaj so zdaj tudi nizke, sicer so vesela, ne. Tako da smo tudi spet malo stvari nakupila, tako da upam zdaj nekaj mesecev ne bo rabila kupovati. Se pravi, kupila so tudi Philadelphia na mas, recimo, pa še ni bil tako drag, recimo 3 evre Philadelphia na mas. Kaj še kaj tazga. Glavno, veliko stvari, no. Taro čips. Trd je pa kot kamen. No, tole sta naše dva Slovenca, popotnika po svetu, ki zdaj živita na Novi Zelandiji. Ne vem, če smo še vaše dva, ampak Sta. sam naj še Državljanstvo še malo. Ja, tako da sredi Vanuata se slovensko pogovarjamo. Se nekaj veliko Slovencev, ko smo tako razpršeni po svetu, no? Ja, Po mejni, pa posod nas je. mislim, jaz sem Slovence najdu Ja, tako malo nas je, pa čisto posod je. To, res? Čisto posod najdemo kakšen No, v bar. glavno lepo, da smo se srečali na drugem koncu sveta. Ingver, peperoni. Že konaš, vidiš, tam Žal. pa te vrvine. Ja, se pravi, tale čili, tale ena palčka teh čilijev pride 80 centov nekje. Jaz Grizen. imam rada. Ja. It's hot, man. It's hot. Very hot. Glavno tako res. Tale ingver, recimo, ne vem, 20 vatov, to je ič, ja, to je, koliko je to? To je 5 centov. Ja. Neverjetno, res. 150 je dober evro. Porcija. Ja, 500 vatov je porcija. Celega picka skoraj. Kaj bo tole? To je pa po moje pečeno v podzemlju, v zemeljski peči. Podpeka. Tako podpeka, ja, samo v zemlji. To imajo pa takole kuhance in ful poceni ješ za, ne vem, 3 evre porcija. Imajo vse sorte. Ful jih je veliko, takole kuhajo gospe, takole imajo mize, ješ, se sedeš. Diši lepo, to vam lahko povem. Glavno, danes bova jedla od zunaj. Se splača danes.
Okay. Fish steak, fish stew, and parmesan. How much is this? 600 pounds. 600 zlato. Okay. It's okay, yeah. To je bilo pa zame nekaj, ja? Ja, se bova naročila. Do you have fish here as well? Yes, I have fish, but it's finished. So Finish. it's finished. Okay, okay. I can find for you a fish. Huh? I can find for you fish. Okay, okay. So, well, I'm not sure. Oh, just what I just want to see. I just want to see that one. Zanimivo, ne, kako takole kuhajo, ko imajo. Natalija si je vzela porcijo, kaj je tole, piščanc, ne? Šans, ja. Pa zdaj spet ne vem, kaj je. Piščanc, riž, zelenjava. Ali je. In koliko je to, 400, 500? 500 vatov, to je 3 evre pa pol nekje. To je jam-jam. To je jam-jam. Je dobro? Kaj če bi si en klobuk prvoščil? Ale je malo majhen. Cena 5 evrov. Koliko je? 5 evrov. Tukaj pa je enega blaga, pa kak šivajo zraven. Bi si medve lahko kaj zašila, se šila. Recimo torbica, 1500. Jaz sem malo sprehajal, je bolj moderno tlele kot na kakšnem Fidžiju. Tudi cene so res, kot sem že rekel, boljše. Zdaj gledava tukaj za en festival na enem drugem otoku, če bi nam uspelo prideti, da bi šla pogledati. Drugače pa tle smo zdaj najbolj ulici ob morju, imajo malo bolj za turiste narejene te kao duty free shopi in podobne reči, tako da zdaj tle se malo razgledujeva. Danes je deževen dan, bolj kot ne, ni po napovedi. Zapuščamo Port Vilo, gremo 20 mil oddaljeno en zaliv, kjer sta dva manjša otočka. Tole sta najena dva gosta Dober dan. iz Nove Zelandije. Ne toliko vesela, ker nekaj nadaljujejo. Ja, v bistvu tukaj imamo strastnega ribiča, ki pa ima težavo s palico, tako da danes bomo na špagetih očitno. V bistvu tlele ima kaj težava, tukaj je keramika, po kateri ta laks pač laufa, zdaj samo je pa nekje med transportom. V glavnem, zdaj se ne bo videlo na kameri, tudi vseeno. V glavnem se je tle pač odlomilo in je zdaj pač oster rob in lahko prereže laks. Te ne to kazati, ki bojo pomeli za amaterje. V glavnem, mi jadramo na Genovo, naj bi bilo zunaj tam okoli 26 vozlov po napovedi, tako da gremo zdaj samo tukaj na Genovo. Ona dva gresta z nama do pač tega zaliva, potem pa se boste vrnila z avtom nazaj v Port Vilo. Imam profesionalnega ribiča, sem mogel zdaj še zastavo skupaj zviti, da ne moti. Na srečo ima tako majhno palco, da gre mimo antene. Zdaj pa da vidimo, kdo bo boljši, ali jaz, ali profi vabe palice in ne vem kaj še vse. No idea. Kako vama je na prvem jadranju okoli sveta? Mi nismo šurka na Jadranu, nimamo takih valov. Ona dva sta v bistvu prvič na jadrnici sploh, tako da je malo posebno izkušnja. Se ne gremo ne vem koliko na odprto, ker gremo tukaj za rtem od zadaj, pa bomo spet v zavetju. Drugače pa tako prijetno piha, tukaj da gremo lepo 6-7 vozlov samo na Genovo, kar je dovolj, ker ne gremo daleč. Zdaj pa upamo, ne, da kaj ujamemo, da bomo imeli za kosilo. Kaj pa na vrh, ne, to tudi, ko se prepleta, da se malo. Se pa že pozna, ker smo na odprtem morju,
Imamo sunke tudi že, koliko smo imeli maksimum, evo da pokažem, 41,6 vozla. Tako da vala je tudi že kar nekaj, sicer se na posnetku verjetno ne vidi, ampak gremo itak zdaj tukaj v zadnji zrkne, tako da bo malo v redu. Še malo se bomo naguncali, pa bo. Imamo tam dobrih 7 vozlov. Imamo skozi čez 30 vozlov vetra, tako da lepo plujemo hitro, sploh nimamo cele dženove tudi ne. Niti nočemo pretiravati, ker je bolj udobna vožnja takole, če je malo manj jadek. Plujemo v zavetju otoka, ampak pihajo so sunki tudi skoraj do 35 vozov, tako da danes je kar vetrovno. Tako da smo še kar dženovo skrajši, ko 35 vozlov pihne, je kar malo, se kar malo bojim, da bo spet kaj počlo. Raj gremo malo počez manj jadri, ko pa da kaj spet riskirava. Smo predaleč od doma, da bi se igral po Jadranu, ni problem, tukaj pa ne. So pa tako ful lepe plašce, ne da takolele. Se razmišljam, da bi zavil v zavetje, pa lepo zasidral. Smo namenjeni, tlele sta tudi dva Slovenca, imata hiško, vikend in gremo njim na obisk. Tako da itak bova kakšen dan še tukaj ostala, pa se bova kaj oglasila na kakšni taki plašci. Kakšen je povzetek dneva? Tole je edino, kar smo ujeli. Tole Ne smo bomo ujeli. videli, če gre na žar. Na voz rezerve verjetno. Danes bodo spet makaroni, ni druga. Takole medva sva sidrala, smo sidrali. Ni najboljš idealno. Tlele je že kar globina, tamle se na hitro dvigne, ampak za kakšno noč bo tukaj le dobro. Bova tukaj današnja noč prespala, pa bova pa videla naprej, kako bo. Tako medva se premikava naprej, kar piha veter spet med 20 in 30 vozli. Čeprav smo tukaj v zavetju otoka, tako da danes še ne bova šla preveč naprej, ker še malo preveč piha, ni nujno, da rineva v kakšno take počan veter. Da verjetno bova jutri šla, pa po verjetnosti zvečer, tako da bova celo noč plula in bova zjutraj na drugem otoku. Zdaj greva pa takole spet vozla, ti samo na malo dženove, pol dženove. Greva pa tukaj le od zadej, ne daleč, 3 milje stran, tako da to je to za danes. Dingi bo zglisiral od zadej očitno. Je že 7 vozlov na pol dženove, čez 7, evo. Zasidrana, Timi tam zasidran, tle je topla voda, ki je čist plitva. Smo najdla talele sandbank. Kaj je? Se pogreza? Pika? Samo vsa črna, ne? Črna? Pošpricalo te je, malo si je. Se ga tole malo razgledati, ampak je dosti tole nimava za početi. Se pa kak fajn pogreza. Tukaj imajo kot neko igrišče, neke 2 gola. Tole je pa reka, ki pride noter. Ja, pogledaj, če kaj banan, ki je za nabrati, ali pa kakšno sadje. Sladka? Pa bi mogla tlele watermaker uporabljati, bi imela namesto 40 litrov na uro 200 litrov na uro, ker ne bi bila tako slana. Zdaj le oseka, ko bo pa plima, bo pa tole malo bolj
vodo. Gremo medva kak po reki navzgor, pa da vidimo. Pazi se krokodilov. Hodim po strugi navzgor, da vidimo, če je kaj zanimivega. Mogoče pa kakšne živali srečal. Ni ravno videti, da bom kam prišel. Greva nazaj? Kaj si našla? Zlato? Zlato? Super. Eno kilco.